Prisrčen velikonočni pozdrav vam vsem. Ena od ikon prikazuje ustalega Gospoda, kako se sklanja nad starčkom. Ta starček ni nihče drug kot Adam. Adam pa predstavlja vse nas. In ostali Gospod se sklanja nad Adama, da bi ga tako oživil, da bi ga dvignil, da bi ga postavil na noge. Se mi zdi, da ta podoba ustalega Gospoda, ki je učlovečeno usmiljenje, nam je še posebej blizu v tem jubilejnem letu usmiljenja, ko zremo usmiljenega očeta, kako se sklanja nad vsakega od nas, kako nas v svojem usmiljenju čaka in vabi. Jezus, Božji sin, je prišel med nas, da bi prehodil vso pot, od rojstva do smrti. Naše življenje je zaznamovano tudi s preizkušnjami, s težavami. Na koncu je zaznamovano tudi smrtjo. In Božji sin je prišel, da bi osvetlil tudi to zadnjo skrivnost naše zemeljske poti, smrt. Kajti on je smrt premagal in živi. Mnogi danes z lahkoto sprejmejo Jezusa kot dobrodelca, kot tistega, ki se je sklanjal k človeku, ki je pomagal človeku, ki je bil blizu bolnim, trpečim, osamljenim. Teže pa sprejmejo, da je ta Jezus premagal smrt in živi. Tudi učencem se je to zdelo kot neka blodna. Tukaj človek potrebuje pomoč. In ostali Gospod nam prihaja naproti. Vemo, kako je prihajal naproti učencem, kako se je enim za drugim jim razodeval kot tisti, ki je premagal smrt in živi. In tako so ti učenci rastli v tej vstajenski veri. V veri, da je Gospod zmagovalec nad smrtjo. Vsak od nas mora prehoditi to pot. To pot do te osebne vere v ustalega Gospoda. Vsak od nas mora v veri začutiti, kako se tudi nad nas sklanja ustali Gospod, da nas dvigne. Tudi mi smo ujeti v nešteto grobov, ujeti smo dostikrat v razočaranja, potrtosti. In ostali Gospod prihaja, da bi nam prinesel novega upanja. Prihaja zato, da bi nam prinesel življenje. Zato so velikonočni prazniki priložnost, da odpremo naša srca in dopustimo, da Gospod vstopi v naše življenje. Da nas ustali Gospod nagovori kot živi, kot tisti, ki želi iti po poti našega življenja. Ko Gospod vstopi v naše življenje dobi drugačen preznak. Ni več hoja proti smrti, ampak je vstopanje proti življenju. In zato vam želim, da bi te velikonočne praznike res najprej doživeli kot sklanjanje ustalega Gospoda vsakemu od vas. Kajti vsakemu od vas želi poglobiti to vero v življenje, v to zmago dobrega, v zmago ljubezni, da bi tako naše življenje bilo res prežeto z veseljem in upanjem. Če kaj danes svet potrebuje ljudi, ki prinašajo upanje. Potrebuje ljudi, ki so polni vere. Potrebuje ljudi, ki imajo občutek, da na tej poti življenja niso sami. Ostali Gospod prihaja zato, da bi imeli ta občutek, da nismo sami. In če smo z Gospodom, potem je vsak naš dan res prežet z lučjo, prežet z ljubeznijo in dobroto. Res lepe in doživete velikonočne praznike vam želim.